Dober večer. Pozdravljeni spet v oddaji Solo Room Show. Spet je četrtek in tokrat iz domačega okolja. Kot veste, sem bila zadnjič nekje drugje. Eni ste rekli, da vam nisem povedala, kje. V Izraelu sem bila. In kaj smo delali v Izraelu? Več ljudi me je spraševalo, kaj smo šli v Izrael v tem posebnem času, ki je v Izraelu res tako zanimivo, ne? Šli smo po poti resnice in šli smo zato, ker je bil to klic. In ker sledim klicu, ker se obračam v skladu s tem, kar čutim. Verjamem, da tja, kamor me vabi klic, vedno stopim z obilico Božje podpore. In tudi tokrat je bilo tako. In v tej naši posebni avanturi, ki smo jo imeli, je bilo toliko enih vtisov, da še zdaj, ko smo se vrnili, nismo čist na nek način stopili na zemljo, ker je bilo izredno, ker je ne samo tam prostor, kjer je bil Kristus, kjer je bil Jezus, kjer je bila Marija, kjer je bilo pravzaprav življenje, ki je zapisalo zgodovino, ampak zaradi tega, ker je tam nekaj zelo mističnega. In to ne moreš niti opisati, ampak lahko na posameznih krajih doživiš, ker v tistem času je bila to ta dežela, ki je bila izbrana. Kar je pa zdaj, v tem času, zelo posebnega, je pa, da je to Slovenija. In da smo se tukaj izbrali, da nadaljujemo pot. Pot, ki je bila nekoč že začrtana, in pot, ki je bila iz katerih različnih razlogov seveda tudi prekinjena. In v Sloveniji smo se zbrali in se zbiramo tiste duše, ki smo se dogovorili že zdavnaj nazaj, da se srečamo. In da naredimo tukaj nekaj, kar bo v dobrobit človeštvu, zemlji, svetu. Tudi danes vas vabim, da se mi pridružite, da date komentarje. Tudi danes bomo dali en zapis na koncu, vpogled, a ne. Malo pogledali, kako je kaj glede teh trenutnih situacij v svetu, če tako rečem. Vas pa danes pozivam tako, da res skozi srce začutite. A je tudi vas kdaj ali pa da mogoče vas zdaj nagovarja nek klic, da stopite na eno pot, ki ji lahko rečem pot ljubezni. A čutite ta klic v sebi, da mogoče vaš nekaj zazna, pa ne zna razbrati kaj? A se kdaj vprašate, ali je ta pot, na katero vas mogoče, oziroma klic, z drugo besedo, ki vas nekam vleče, v resnici pot domov, v svoje srce? Jaz verjamem, da človek v tem obdobju, v katerem smo, začenja čutiti v sebi ta klic skozi močnejši. In da se veliko ljudi sprašuje, kaj to pomeni. In danes, ko sem razmišljala oziroma se spraševala, kaj naj vam danes povem, oziroma o čem naj govorim, mi je samo vstopala v mojo zavest beseda resnica. In resnica je nekaj, kar si ljudje razlagamo vsak na svoj način. V bistvu ima vsak človek svojo resnico. In zato te resnice, ki obstajajo med ljudmi, so pač individualne resnice. In zaradi teh resnic, ker vsak v nekaj verjame, se oblikuje množica nekih različnih barv resnic, ki med nami krožijo. Vsak svojo zagovarja in zaradi tega tudi nastajajo različne konfliktne situacije. Obstaja pa še nekaj, kar je več od tega. Ali pa sploh mogoče ne bi niti mogla reči, da se bi lahko imenovala ista resnica kot ta običajna, kot jo poznamo. Zato bom uporabila izraz obstaja izvorna resnica. In nekateri ljudje avtomatično čutijo, čutite, tudi vi mogoče, da je
nekaj, kar vaš ne more razložiti, kar čutite, da je tako in tako. Lahko tudi to imenujemo intuicija. Ampak preprosto so ljudje, ki to resnico poznajo od znotraj, ki poznajo resnico, ki ni od tega sveta. In ta izvorna resnica je tista, ki jo na zemlji nekako so poskušali zabrisati. Ker ta izvorna resnica je tista, o kateri je govoril tudi Kristus. On je predal resnico svojim apostolom in mnogim drugim. In to je ostalo v zapisih, ki pa so samo delno prišle ven skozi, recimo, inštitucije. Večina pa ne. Zato resnica o tem, kako je potekalo tudi življenje takrat v tistem času in kaj se je dogajalo, ni prišla med ljudi, ampak je bila prikrita. In zato tudi po svoje prilagojena temu, da s tistim, kar je pa bilo na nek način razkrito v življenju Kristusa, je bilo uporabljeno za manipulacijo. Zato, da se je skozi to tudi ljudem dajalo mnogo informacij, predvsem takih nezavednih, zaradi katerih napačno tretirajo tudi Boga, božanstvo. In marsikdo v tem zdajšnjem času, bolj kot včasih, dojema, da tista globalna resnica je čisto nekaj drugega, kot tisto, ko smo o sami mogoče veri ali pa o religiji kot taki slišali ali pa so nas učili. In zato ta religija zdaj počasi na nek način odmira, če tako rečem, ker ni za ta čas. Preprosto ni za ta čas. Ker ta čas je za vse nas potrebno, da postanemo samostojni. Ne, da smo odvisni od nekoga, ki nam govori, da je Bog. Ne, da potrebujemo guruje, ki nam v bistvu govorijo, da so namesto Boga ali pa da preko njih pridemo do Boga. To ni ta čas. To je bil mogoče čas leta nazaj, ko smo še rabili neke opore. Zdaj pa je zelo fajn, da imamo koga, ki nam malo pove, zakaj se sploh gre, ker ne vemo, ker je čas zelo kaotičen. Ampak daleč od tega, da bi rabili tiste, ki nam nekako predstavljajo voditelje, ki nam vcepljajo občutek, da brez njih ne moremo priti do Boga. Ker ravno Jezus je to govoril. Moje kraljestvo ni od tega sveta, in je pokazal svoje srce. Tukaj noter, kakor v nebesih, tako na zemlji. Torej, tega Boga zagotovo ne bomo našli nekje zunaj in zagotovo ga ne bomo našli na ta način, da bomo morali za to, da ga najdemo, nekaj narediti. Biti v smislu pridni, dobri, prilagodljivi, ne vem, kakršnikoli, katerim pašemo po okolju. Absolutno ne. Ker ta Bog, o katerem je govoril Kristus svojim apostolom, je ljubezen. In to ljubezen nosimo mi v sebi. In čeprav je mogoče malo tako klišejsko, da imamo mi ljubezen v sebi, ampak je res. In zato to, kar nosimo v sebi, ne moremo najti zunaj. In zato nam do tega znotraj ne more noben v resnici pomaga nam še lahko, da nam to pot nekako pomaga najti. Ampak vstop v srce, to, da mi stopimo v to ljubezen, pa naredimo sami. Nažalost je tako, da ljudje, ki iščejo to povezavo nazaj z svojim srcem, ali pa ki imajo noter v sebi dejansko ta izvorni, če temu rečemo, božanski jaz, grejo skozi življenje dosti težje. In ker poznajo resnico, torej te, ki jim nosijo v sebi ta izvorni jaz, ker to ne velja za vse ljudi. Pač velja za toliko in toliko procentov. In to tudi spodbija eno trditev, da so vsi ljudje božanski in da vse ljudi naredil Bog, ker to ni res.
Obstaja toliko tipov različnih ljudi, ki imajo v ozadju pač različne sestavljene duše. In samo tisti, ki res nosijo svojo izvorno kodo v sebi, torej so povezani z izvorom tam nekje zgoraj, poznajo izvorno resnico. In če ste med temi, ki čutite v sebi drugače kot vsi ostali okrog vas, ne mislite, da je z vami nekaj narobe. Ne mislite, da so drugi super, vi pa ne, ker gre drugim mogoče boljše, ker gre drugim mogoče lažje. Ker v bistvu izvorna, čista resnica je, da do zdaj, dragi moji, tem dušam, ki so božanskega izvora na zemlji, ni bilo lahko. Bili so preganjani, bili so izobčeni, bili so praktično vse povsod na nek način v nekih močnih preizkušnjah ali pa situacijah, kjer so se morali braniti ali pa kjer so morali braniti svoje pravice ali pa kjer v bistvu so se jim avtomatično kratile njihove pravice. In ker se sama s to tematiko, zakaj je tako ukvarjam praktično že celo življenje in zakaj so pravila za ene ljudi drugačna kot za druga, lahko z vami zdaj delim to, do česar sem prišla. Ker mene od majhnega zanima, zakaj? Enim gre super, enim ne gre super. Zakaj so eni taki, ki razumejo to, kar se z njimi pogovarjam, največ jih pa takih, mislim, največ pa ne, a ne? To se pravi, več ljudi je takih, ki ne razumejo tega jezika. Oziroma, z drugo besedo, zelo malo je tistih, ki so bili pripravljeni se pogovarjati stvari, ki so drugačne od tistih povprečnih, kakšen je vreme in podobno. In če sem gledala iz sebe, kje sem jaz našla v svojem, ne vem, otroštvu, mladosti, sploh ljudi, ki so bili mogoče malo bolj pripravljeni se pogovarjati o čem drugem, kot o tistih vsakodnevnih stvareh, lahko rečem, da največkrat pri starejših ljudeh. Zato v mojem otroštvu in mladosti so bili več ali manj starejši ljudje moji prijatelji ali pa tisti, s katerimi sem se družila, ker prijateljev pravih nisem kaj dosti imela. Ker ravno zaradi tega, ker nisem mogla zanikati tega, kar sem v sebi čutila in sem poznala in videla resnico. In zato sem duhovniku pri 10 letih tudi rekla, da Jezus ni umrl na križu, ker to vem. In enostavno vem, kako je življenje tam potekalo. Ker sem tam bila, ker se tega spomnim. In ker enostavno tudi vem, da je za vse tiste božanske duše v tem trenutku čas, da se zbudimo, da to resnico, ki jo nosimo v sebi, preprosto priznamo. Zato sem se tudi odločila, da imam te oddaje. Zato, da se pogovarjam z vami oziroma da govorim z vami o stvareh, ki niso lih čist vsakodnevne. Da vam ne govorim o nekih takih klišejskih, novodobnih, duhovnih zgodbah, ker to mogoče niti ni toliko, sploh v bistvu niti najmanj ni to moja zgodba. Ker ne verjamem, da človeka lahko reši kakršnakoli tehnika, kakršnakoli, ne vem, sistem, če tako rečem. To so vse lahko orodja, ki jih imamo tudi mi na poti, tudi jaz sem jih imela. Ampak v bistvu bolj se zavedaš, kdo si, manj sploh imaš kakršnihkoli potreb po tem, da karkoli še dela s svojim razumom. Ker razum v enem trenutku preprosto zbledi. In zato vas spodbujam, da si to priznate. Da niste, če ste doživeli v svojem življenju težke stvari, težke preizkušnje, da to ni zato, ker bi vi delali slabe stvari, ker bi imeli slabo karmo, ker bi ne vem kakšne stvari, ker tukaj je cel kup zablod. Jaz se preprosto ne strinjam s tem. Ne morem se strinjati s tem, s teorijami, ki so krožijo okrog karme, ki krožijo okrog tega, kako so te pa te ljudje slabi, koliko so te ljudje pa slabih naredili in da zaradi tega trpijo. Zato, ker se to ne potrjuje skozi zapise, ki jih berem. Ker določeni ljudje imajo določene vibracije, že toliko in toliko lahko življenj, drugi pa druge. In zato na tem svetu, v katerem smo pač različni, obstajajo ljudje, ki so preprosto v drugih vibracijah ali pa drugih energijah in imajo tudi druge pretekle izkušnje. In zato vas spodbujam, da ne verjamete temu, da morate še nekaj odtrpeti.
Da ne verjamete temu, da morate imeti, ne vem, da nimate partner, da nimate ne vem česa, zato ker imate pač neke težke karme. Pozabite na to. To je laž. Dejansko je, to so zablode, to so prevare, tudi New Age duhovnosti, oprostite, sej v tem svetu, v katerem si ga delimo, je ogromno ljudi, ki na ta račun tudi deluje, uporablja v bistvu tudi manipulacijo, da vidijo in da potem tudi razlagajo ljudem stvari, ki jih prestrašajo in podobno. Danes je svet prežet, žal, tudi z ljudmi, ki darove, ki so mogoče tudi bili nekoč božanskega izvora, uporabljajo tudi zato, da pač z njimi manipulirajo. In nažalost, tudi v tem okolju, tudi sama sem imela nažalost tudi ogromno izkušenj, kjer so ljudje izkoristili te svoje mogoče jasnovidnosti ali pa neko svojo kvazi karizmo, zato da so postali tisti, ki jih ljudje na nek način rabijo. Ali pa tudi rabimo, saj sem bila tudi med njimi. In zato je svet pravzaprav enih in drugih. In jaz po svojih izkušnjah ne govorim več, ja, vsi, ki delajo dobro, ki delajo nekaj za človeka, delajo dobro. Ne, zato ker se delajo take stvari, ki noben ne ve o njih. Ker jaz srečujem ljudi, ki so jih dejansko na teh raznih zgodbah, ki se lahko imenujejo duhovne, dejansko poškodovali. In to na take brutalne načine, ki se nam sploh ne sanja, ker o tem noben ne razlaga, ker noben o tem ne govori, da pač obstajajo duše, ki so roparske, da so duše, ki so zavojevalske, ki preprosto čiste božanske esence uporablja za svojo korist in uporablja njihovo identiteto. Tudi jaz dolgo časa tega nisem vedela. Da lahko prideš v stik s človekom, tudi meni se je to zgodilo večkrat, ko ti pokaže osebno izkaznico nekoga čist drugega, nekoga, ki so mu jo vzeli, ki je lep in čist in se predstavlja, to sem jaz. In s to osebno izkaznico na nek način naredijo vtis, a v zadnji sploh ni tega, ampak je lažna identiteta. In nažalost je tega toliko veliko, da se na prvi pogled včasih sploh ne da ločiti, ker so določeni specializirani, da dušam, ki so čiste, ki so naivne, ki so preprosto željne, da dobijo neko pomoč in podporo, vzamejo en delček, drug delček in sestavljajo tisto, kar jim paše, da s tem potem uspejo navzven delati vtis. O tem se noben ne sprašuje, ker to ni nikjer zapisano. Ker je zapisano sicer, da je to čas lažnih prerokov in to drži. Tudi marsikdo za mene to reče, ampak lahko. Ko enkrat veš, kdo si, te to več ne gane. Ko veš, da je tukaj noter tvoja resnica, resnica, se ne sprašuješ tisto, kar ti zunanji svet hoče povedati o tebi, pa je to res, ker veš, da ni. In tudi vsem vam, ki ste danes z mano in tudi, ki boste poslušali, če se čutite, da v bistvu ste do zdaj sledili tej zunanji resnici, oziroma tem, kar so drugi rekli, da je resnica, probite to preklicati. In začnite res poslušati srce. Pa čeprav to, ko pravim poslušati srce, včasih tudi tako, mogoče malo neotipljivo, kaj to pomeni, ker poslušati srce, kako je možno, ker smo polni idej v glavi oziroma misli. To se pravi, ne moreš poslušati srca, če v srce ne prideš. Da je to pravzaprav mogoče tudi napotek, ki ni čist najboljši, ker v bistvu ti moraš najprej biti srce. Ker mi lahko si tudi to razlagamo narobe. Lahko si čustva predstavljamo, da so srce. Lahko si impulze, ki pridejo iz čustev, predstavljamo, da je to srce. Pa gremo recimo zaradi tega, ker imamo neke impulze, ki jih ne razumemo, od kje prihajajo, pa so to neke emocije, pa so to neka čustva, ki so lahko euforična. Pa ne vemo, da to mogoče sploh ni srce, ampak je mogoče ena ideja o ljubezni ali pa ideja nekje, ki prihaja iz neke podzavesti. Kaj vemo? Se pravi, ogromno impulzov mi dobivamo iz različnih nivojev našega bitja. In kjeri so zdaj ta pravi? Kjeri so zdaj tisti, katerim sledi? To je zdaj mogoče v tem obdobju res eno tako vprašanje, ki si ga veliko ljudi postavlja. Komu verjeti, čemu zdaj zaupati, kaj je zdaj tisto resnica, kaj je laž. In jaz razumem, da je to zahtevno, ker je dejansko slišati tisto izvorno resnico, ki je v nas, pogojeno s tem, da smo v miru, da smo izven hrupa svojih misli,
izven vtisov zunanjega okolja, izven tistih, ki nas stalno z nekimi sugestijami hočejo nekaj prepričati. In zato pravzaprav je najbolj po tem, kar jaz tudi predlagam tistim, s katerimi se srečujem, v tem času res pomembno, da čim bolj odmečemo to, kar smo verjeli v sebi, da smo. Ker nič od tega ni res. Ker vse, kar so nam povedali nam pa ponavadi niso nič kaj lepega, je treba pozabiti. In se na nič tistega opirati v smislu, kaj pa če to res. Nič ni res. Ker to, kar so vam o vas povedali, ker so vam dali etikete gor, so preprosto same laži. Ker božanska duša ne more biti slaba. In se sploh ne more tako slabo počutiti. Se pa slabo počuti v tem svetu ali pa se slabo počuti mnogo božanskih duš šlih zaradi tega, ker ogrožajo tiste, ki so okrog njih. In vsaka božanska duša ima na sebi sigurno najmanj enega ali pa več takih, ki jo ne pustijo, da bi odprla svoja krila. Ali se zapletejo s kakšnimi napačnimi partnerji, ali imajo že v svojih odnosih domačih največkrat koga, ki jih preprosto duši. In kdo to splanira, dragi moji, so plani, ki jih mi ne poznamo, to so plani. Plane dela tema, ki nas hoče zadržati, da bi bili majhni, da bi bili nevredni, da bi bili pravzaprav ne dovolj dobri, ker to je ena največjih laži. In zato, dragi moji, mi moramo vstati iz majhnosti, vstati iz omejenosti, vstati iz tistih občutkov, da niste dovolj dobri za to in to, ker ste dragoceni. In ne glede na to, da večina ljudi tega zaradi okoliščin, zaradi vplivov, zaradi sistemov, če hočete, ne čuti, ko boste sprejeli, da ste več od tega, kar je vaš um, kar so vaše misli, kar so vaši občutki, ste to počasi začeli čutiti. In več boste imeli te svoje prave zavesti, manj vam bo še pomembno, kaj si sploh kdorkoli misli navzven. In bolj boste razumeli, kaj pomeni postavljati meje. Ker danes je o tem zelo malo govora, ali pa nič. Kaj sploh pomeni postaviti meje? Kaj pomeni v bistvu neka avtoriteta? Ker do avtoritete večina imamo nek tak odpor. In zakaj to? Ker je bila zlorabljena. Beseda je bila zlorabljena, moč je bila zlorabljena avtoritete. Dejansko so si to velikokrat lastili tisti, ki niso bili upravičeni do tega, da bi se jim reklo, da so vzgojitelji ali pa da v bistvu znajo nekako s srcem biti vzgojitelji ali pa uporabljati avtoriteto. Ampak danes, v tem času jo rabite božansko avtoriteto, ker se morate zase postaviti, ker je treba postavljati meje, ker je treba ne nazadnje vplivom, energijam, ki so danes skozi med nami, reči dovolj. Danes je čas, ko se tega rabimo spomniti. O Jezusu je glede te njegove avtoritete zapisano v Svetem pismu samo eno poglavje in to je, kako je v templju razgnal kaj so že bili, trgovce in kako tam ponoril, ker je rekel, to je hram Boga. Ampak on je tak bil, on je bil avtoriteta. On je bil revolucionar, on je bil revež. On je bil nekdo, ki ni imel za kruh, on je imel obilje. Ampak on je bil vendar, je bil kralj srca. In ni hotel se s tem kazati navzven. Ker mu do tega v resnici ni bilo nič kaj dosti mar. In on ni bil ta ponižen in krotek na tak način, ki so ga predstavili. In on ni s krotkostjo rekel, ja prav pa grem na križ, lih zato, ker si je nekdo to zamislil, ker Bog si tega za sina svojega ne bo zamislil. In to je laž. To je bilo cel kup enih situacij, zakaj je do tega prišlo, ampak absolutno pa ni bilo to tako, kot je bilo potem prikazano, ja pač je Božja volja, ne. Ker to je tudi ena stvar, ki je zmanipulirana. To je tudi ena stvar, ki se pokaže pol čist kontra, kakor je bilo mogoče pokazano in predstavljeno. In zato, dragi moji, za nobenega od vas Bog, ki je res ljubezen, ne želi, da trpite. On nobenemu od vas ne daje kazni,
Zato, ker nikogar ne kaznuje, ker on je ljubezen. In o tem je govoril Kristus. In zato vas danes spodbujam, da greste v to svoje srce. In da se preprosto potopite v to svojo lučko in uste. Moji ljubi bratje in sestre, vi ste jaz. In jaz sem vi. Mi skupaj tvorimo božansko luč. Danes vas vabim v vaših srcih. Vabim vas, da mi položite na moje roke to, kar vi sami v svojem življenju ne zmorete. Danes vas v vaših srcih nagovarjam, da so trenutki, ko rabite preprosto spoznanje. Potrebujem Božjo pomoč. Vem, da ste v svojem življenju marsikaj poskusili, da bi bilo za vas lažje. In tudi vem, kako se počutite, ko morate ščititi svojo resnico. Bili ste deležni mnogih nasprotovanj zunanjega okolja. In verjetno ste zaradi tega pogosto bili osamljeni. Ker ste vi v meni in jaz v vas, sem jaz vas starejši brat. Tisti, ki je pot prehodil, da vam to pot lahko pokaže. Zato vas vabim na pot popolne božanske ljubezni in luči. Dajem vam podporo, da boste zmogli vstati. Vstati iz svojih bolezni, duha, duše in telesa. Danes vas, moji ljubljeni bratje in sestre, vabim, da si podamo roke. Da si podamo roke vsi tisti, ki čutite, da ste z mano povezani. Da začutite, da niste sami. Da stojim z vami v krogu in od enega do drugega teče Božja ljubezen. Danes sem tukaj med vami, v vas. Danes je trenutek, da postanete vi, Kristus, duh. Zato sem tukaj z vami, tudi na ta način, da vas nagovarjam in da vas lahko podprem. Da vam dam roko, da vas potolažim, da vam povem, da ste ljubljeni Božji otroci. Naredimo ta krog luči. Naredimo to vstajenje skupaj. Zbudite se, ljubljeni. Prepoznajte, da je smisel vašega življenja resnica. In to je v vas že zapisano. Mogoče ste že dolgo, dolgo v zemeljskih življenjih. In mogoče se zaradi tega počutite utrujene, izčrpane. In si želite, ko bi vsaj minilo čim prej to življenje. Kaj pa, če je,
sedaj čas, da se rodite na novo. In da pozabite, kako so ta življenja bila breme. Kaj pa, če je to, da se vi rodite na novo, smisel vašega življenja sedaj? Da se rodite v duhu. In da ta duh živi v telesu. Da s tem duhom ustvarjate življenje. Da uživate, da pojete, da plešete, da se zabavate, ampak čisto na svoj, drugačen način, ne tako kot ostali. Tisti od zunaj. Da vse to počnete iz tu, kjer je vaše srce. In želim vam, da bi se spet počutili del božanstva. In da se zlijete nazaj v božanstvo. Ljubim vas. Jezus Kristus. Naj bo blagoslov Božji v tebi. Naj mir njegov bo s teboj. Naj prisotnost v srcu tvojem sije. Zdaj in za vekomaj. Iz režije mi sporočajo, da je bila danes izbrana Mojca Boljat. Izžrebana je bila. Zato, draga Mojca, tole je zdaj zate. Čas bojevanja je za tabo. Ker si bojevniška duša, ti je to najbolj naravno stanje. To stanje je v vseh tvojih celicah. Stanje, da se boriš. In to največkrat za druge. In pogosto tudi zato, da preživiš. Sprejmi milost, da se lahko v tem življenju odpočiješ od vseh preteklih zgodb.
Čeprav težko verjameš, da je to življenje, da zaključuješ svoj cikel. Ja, Mojca, zate je to življenje zaključevanje cikla, ki je trajal dolgo časa. In zdaj je čas, da slečeš svojo bojevniško opremo in spoznaš svojo lepoto ženske. V tebi je ogromno ženskih darov, prav ženskih, kot je milina, zdravljenje. In celo to, da nevidno dviguješ tiste, ki padajo. Zato te spodbujam, da se tega, kdo si, začenja zavedati. Hvala. Če pogledamo v splošno sliko kolektiva, v to trenutno stanje, v katerem smo, bo treba zaupati res še bolj svoji intuiciji. Ker do nas iz kolektiva in še iz ozadij, ki jih bom kdaj drugič mogoče malo bolj razkrila, prihaja toliko enih laži in strahov, da je v tem obdobju res zelo pomembno, da začenjamo temu dajati, postavljati meje. Glede na to, da so to kar lahko ekstremni vplivi, je pomembno, da v sebi začutimo to moč, da rečemo, to ni moje, to nisem jaz. Ker izgleda, kot da bi se v posameznih nekih situacijah ali pa obdobjih še posebno valile neke sile, če rečem temni oblaki, da bi nas v nas zakrili našo luč. Zato, dragi moji, ne sedati. Držite to svojo luč. Ne pustite, da se te oblaki zgrnejo nad vas in tudi če se čim prej probite spomniti, da to z vami sploh nima nobene veze. In da prihaja od okolice vplivov, takih in drugačnih. Predvsem pa je pomembno, da veste, da ni vse vaše in da ni nič takega, kar vam te misli včasih, ko so tako zelo agresivne, govorijo res. Torej, če je kaj pomembno v teh dnevih in lahko rečem obdobju, ki je pred nami, je res pozitivnost. Ne tista pozitivnost, sem happy, ampak naravnanost pozitivna. Da v sebi res se vse bolj zavedamo, da imamo to moč, da lahko živimo v enem miru, v eni lepi energiji, v enem lepem vzdušju, ker smo se tako odločili. Ja, ker smo se tako odločili, poudarjam. Tega se probajte zavedati. Lahko se odločite, da je drugače. Želim vam lepe dneve, ki so pred vami, in se veselim spet srečanja naslednji četrtek. Vabim vas tudi na to, da pridete na branje duha, če vas bo to potegnilo, da se vam še malo bolj razloži, kaj se konkretno z vami dogaja. Tako da dobrodošli in lahko dobite še nove in nove odgovore na tista vprašanja, ki si jih mogoče začeli v življenju zastavljati. Tako da druženje vsekakor zelo zanimivo in pestro tudi v prihodnosti. Napišite mi kakšno vprašanje, kaj vse vas zanima, da se lahko
tudi pogovarjamo o teh vaših, bom rekla, vprašanjih oziroma temah. Predvsem pa vam želim miren, lep spanec, ki je pred vami, oziroma lep večer in pa mirno življenje. In če rečem, da vas imam rada, mislim resno. Rada vas imam. Lahko noč.